Dober dan, pozdravljeni, se slišimo? Pozdravljeni v okviru našega, prvega webinarja, festivala Najst, literarnega, stripovskega in fotografskega natečaja. Pod pokroviteljstvom, v okviru, sem želela reči, Javne agencije za knjigo in revije Pil. Naša prva predavateljica, je Urška Kaloper, ki jo Pilovci zelo dobro poznajo že po, stalni rubriki Odraščanje, kjer piše zgodbe predvsem o prijateljstvu, a ne, Urša? Tako da letošnja tema je prijateljstvo in mislim, da nam bo Urška zelo dobro povedala oziroma bo tistim, mladim, ki nas danes poslušate, dala smernice, kako napisati čim bolj, zanimivo in zabavno zgodbo na temo prijateljstva. Tako da Urški zdaj kar predajam besedo, da bo povedala svoje izkušnje in vas navdušila, da boste se udeležili našega festivala. Izvoli, Urška. Ja, hvala, Jana. Živjo vsem. Tole je sicer meni malo čudno, ker vas ne vidim, govorim temle okenčkom, ampak vseeno, če boste imeli kakšno vprašanje, jaz mislim, da lahko dvignete roko ali pa kaj takega, no, ali pa se potem kdaj pozneje slišimo. Ali pa Ja, napišete, ne? ali pa napišete recimo. Tako da ja, lep pozdrav, vidim, da eno sporočilo je že prišlo. Skratka, ja, prijateljstvo. Meni se zdi to res super tema, ker zelo verjamem, da je treba pisati o nečem, ali pa vsaj začeti treba pisati o nečem, kar dobro poznamo. In se mi zdi, da s prijateljstvom imamo pa res vsi kakšne izkušnje. Ali z dobrim prijateljem, ali s slabim prijateljem, ali s tem, da imamo veliko prijateljev, ali s tem, da nimamo nobenega prijatelja, ali s tem, da si želimo prijatelje. Skratka, to se mi zdi fajn, no, da je ena taka tema, hkrati je pa to res tudi stvar, ki jaz mislim, da zelo opredeljuje ne samo najstnike, ampak tudi nas starejše. Konec koncev prijateljstvo je eden najpomembnejših odnosov, kar jih lahko imamo, in tako, no, se pravi, ponuja res celo paleto možnih izbir, o čem se lahko piše, kako se lahko piše, in se mi zdi zelo fajn. No, moram reči, jaz bom z veseljem prebrala te prispevke, ki bodo prišli, ker bom tudi jaz kaj novega izvedela pa dobila kakšno novo idejo. Ampak skratka, zdaj, kako se tega lotiti? Ja, jaz pišem rubriko Odraščanje v Pilu, kjer sta glavni junakinji Urška. Priznam, da na začetku, ko sem to pisala, je bil ta karakter res zelo, zelo, zelo osnovan na meni. Jaz sem zelo opisovala svoje izkušnje, svoja občutja. Zdaj pa imam najstniško hčerko in moram reči, da ogromno stvari črpam tudi iz njenega sveta. Ne smem sicer čisto reči, da je to zdaj ona, ampak je pa ona in njene prijateljice, tako da skratka tudi jaz zelo držim tega nasveta, da pišem o nečem, kar dobro poznam. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da ko delamo nekaj, zdaj seveda lahko pa gremo čisto v domišljijo, a ne, in je prijateljstvo, ne vem, ime vesoljske ladje, ampak to je verjetno že za eno drugo temo, ne. Skratka, fajn je zato, ker zgodba v prvi vrsti mora biti verodostojna. Mora biti logična, mora biti poistovetljiva, mora biti konsistentna, to so zdaj sami taki res veliki izrazi in težki, ampak to pomeni v resnici to, da si bralec, ko jo bere, lahko predstavlja, kot da bi se to odvijalo pred njegovimi očmi. In to je možno samo takrat, ko vsi detajli štimajo, a ne. Ko recimo zelo plastično povedano, ko na začetku nekdo ni, ne vem, zadirčen in ne vem, ves jezljiv in ves, ne vem, živčen in tak, na koncu teksta je pa, če se ni vmes zgodilo nekaj zelo nenavadnega, je pa, ne vem, miren in reagira zelo zelo spravljivo, zelo, skratka, tukaj moramo paziti, fajn je, se pravi, da pišemo o nečem, kar dobro poznamo, in da stvar stoji. To je neko ogrodje, to, če si predstavljate, to je tako kot ena taka železna konstrukcija, kamor potem lepimo stavke, kamor lepimo misli, kamor lepimo vse, kar je treba, da nastane dober tekst.
Zdaj, tako kot sem rekla, ne, prijateljstvo ponuja iztočnic, kakor jih človek če. Tudi jaz moram reči, da v svoje tekste vpletam zelo veliko različnih izkušenj. V svojem življenju sem imela že res taka in drugačna prijateljstva. Imela sem veliko srečo, da sem imela eno res najboljšo prijateljico in se pravi, ko pišem te svoje tekste, v veliki meri črpam iz tega najinega odnosa. Jaz sem bila res taka, kot je tale Urška v tekstu, malo dramatična, a ne, pa vse je zelo doživljala, pa vse je bilo zmeri, pa nikoli, pa ojej, pa odpira se svet. Moja najboljša prijateljica je bila pa taka prizemljena, taka racionalna, razumska, taka zelo premišljena, športnica, pri čemer jaz nikoli nisem bila športnica. In o tem pišem potem tudi v svojih tekstih. Saj ne smem povedati, koliko je moja hči podobna meni in koliko so njene prijateljice podobne moji najboljši prijateljici, ker bo huda, ampak skratka, se pravi, zmeraj je treba imeti fajn je imeti neke jasne podobe pred očmi. Okej, zdaj, ko se odločimo, o čem pišemo, kot rečeno, tukaj je zdaj možno, ne vem. Želim si najboljšega prijatelja, imam najboljšega prijatelja, kaj mi pomeni prijateljstvo, s prijateljem se skregava, problem je z upravljanjem, med dva prijatelja je prišel tretji prijatelj. Kaj se še, Dajana, malo mi pomagaj, imaš ti še kakšno idejo? Ziher je še kaj v teh Ja, prijateljskih? prijatelj je izdal mojo skrivnost, a ne, recimo, ne. Ja, Ko recimo. zelo pišete, namreč, ko pišete za teti Justi na Pil, a ne, tisti, ki berete Pil, ki ste pilovci, je ogromno tega, izdal je mojo skrivnost, izdal me je, ne. To se mi zdi tudi ena, pa če se sebe spomnim, a veš, Urša, v svoji mladosti, ta izdajanja zelo težko, ne, so Ja. zelo huda reč. To je v resnici ful dobra iztočnica, ker tudi ponavadi najboljši teksti nastanejo na temo nečesa, kar se nas je zelo močno dotaknilo. Če bomo pisali, ne vem, vsak dan s prijateljem, bo to verjetno manj doživeto, ni nujno, lahko se tudi to zelo dobro napiše, ampak verjetno manj doživeto, kot če je nekaj, kar res globoko čutimo, kar res nam je dalo misliti, kar smo res pogledali z leve pa z desne, kot je recimo izdaja, ne. Skratka, močnejše se mi zdi, ko je to doživljanje, bolj je lahko tekst tak, prepričljiv, sočen, tudi tukaj se lahko uporabljamo močnejše besede, močnejše primerjave. In se mi zdi, da to je tudi zelo fajn, no, ker nam pomaga dejansko tudi osvetliti tisto situacijo, a ne. Ker ko pišemo tekst, se moramo vprašati, kaj sem jaz čutil v tistem trenutku ali kaj je čutil moj junak izmišljeni, ne. Kaj se mu je dogajalo, o čem je razmišljal, a je bil jezen, a je bil žalosten, a je bil vesel, in potem tudi seveda, če gremo še korak dlje, je fino, da se vprašamo, okej, kakšno pa je to občutje, kako se počutimo, ko smo jezni, a ga je črvičilo tukaj v želodcu, a je bil, ne vem, a se mu je zdelo, ke da ga vse srbi, pa se, ne, ali je bil ves živčen, ni mogel sedeti pri miru, skratka, fino je, da gremo še korak dlje, ker seveda bolj, ke je besedilo bogato s temi nekimi primerjavami, pa bolj, ko je nazorno, prepričljivejše je, ne. Zdaj, mogoče si boste najlažje predstavljam, če vam rečem: "Fant je bil lep." Ne. To je en tak zelo generičen stavek, ampak jaz si pod tem predstavljam nekaj povsem drugega kot najbrž Jana, kot si predstavljate vi, kaj je nekomu lepo. Skratka, treba je iti bolj v detajle, pa mogoče niti ni treba napisati, da je bil lep, ampak se napiše, da je imel, ne vem, temne lase, modre oči, bil je visok, igral je kitaro, imel je čudovite prste, lepo je dišal, ne vem, vsak napiše tisto, ob njem sem se počutila, kot da. Ne, skratka, treba je iskati neke drugačne načine opisa in takrat je potem tekst bistveno bolj, ja, prepričljiv v resnici in tudi zanimiv. Lahko se tudi vprašate, ne vem, kako to občutje diši, kakšne barve je, tukaj je res domišljija brez meja in bolj,
bolj ko znate to občutje sami videti pred sabo, lažje ga boste opisali in prepričljivejše bo. Zdaj seveda tudi tukaj, a ne, je fajn, jaz sem drugače sicer po poklicu urednica in se mi zdi, da tako vsaj 5-krat na dan uporabim besedo struktura, ki je tudi grozno grda beseda, ki jo človek uporabi v povezavi z nečem, kar naj bi bilo neko ustvarjalno, umetniško delo, ampak je vendarle potrebna, nujno. Besedilo mora imeti strukturo, kar pomeni, mora imeti nek začetek, kot ste se verjetno učili tudi pri pouku, mora imeti neko jedro in mora imeti nek konec. Fino je tudi, da si mogoče res že, ali ljudje zelo različno pristopamo k pisanju. Recimo jaz poznam pisatelje, ki si preden začnejo, naredijo celo strukturo. Tole bom napisal v uvodu, tole bom napisal v jedru, tukajle bo, ne vem, vrh dogajanja, takole se bo razpletlo. Poznam ljudi, ki si rišejo miselne vzorce glede tega. Poznam ljudi, ki si vsako sceno narišejo in si jo razporedijo po tleh. Jaz recimo priznam, da običajno se pisanja lotim tako, da najprej zelo dolgo razmišljam o začetku. Kako točno bi začela, oziroma najprej razmišljam o temi. Ko se odločim za temo, nekaj, kar me v tistem trenutku najbolj dobesedno nagovori, tukaj je taka, moram priznati, da zelo velikokrat pišem svoje tekste glede na to, kaj trenutno muči mene oziroma s čimer se ukvarjam, ali pa recimo, da vidim, da se s tem ukvarjajo moji otroci, ali pa da vidim, da se s tem, da se zelo veliko pisem vaših pojavlja o tej temi, skratka zmeraj izberem nekaj takega, ke se mi zdi, da ne vem, je aktualno v tistem trenutku, tudi zato, ker to potem najbližje čutim, se pravi, najbolj močno lahko razmišljam o tem. Potem zelo dolgo razmišljam o začetku, zame je prvi stavek zelo, zelo, zelo pomemben, čeprav ga pol običajno spremenim. Ampak skratka, ta začetek mi je zelo pomemben in potem se jaz kar lotim. Ko imam enkrat domišljen začetek, pišem. In pišem in pišem in sproti sledim svojim junakom. In sicer to mogoče res zveni, kot da je to zelo tako, ampak in tudi do zdaj sem zmeraj, ko so me ljudje spraševali, kako ti pišeš, sem rekla, ne, to jaz kar prisluhnem svojim junakom in pride ven. Ampak v resnici, jaz mislim, da ko razmišljam o tistem začetku zelo intenzivno, v resnici razmišljam o celotni zgodbi. Vem, kaj želim povedati, vem, kaj želim, da je moje glavno sporočilo, in potem imam v glavi to strukturo, to, kar si nekateri naredijo na papir, to, kar si nekateri naredijo na miselni vzorec. Skratka, vse to je v redu. Ampak vseeno je pa važno, da zgodba teče, a ne. Da, ne vem, v 16. odstavku ne napišeš, joj, v prvem odstavku sem pa pozabil povedati. Ali pa ne vem, v prvem odstavku opišeš svojega prijatelja in potem ga v 17. še enkrat, ne. Ali pa, se pravi, tukaj s tem, da imaš neko jasno strukturo, se izogneš ponavljanju, se izogneš temu, da kaj pozabiš povedati, se izogneš temu, da zgodba nima ne repa ne glave, da ne veš, kam gre, in da je mogoče tudi, ne vem, včasih moram reči, da sem jaz imela težave, ker sem zmeraj zastavila vsako zgodbo, kot da pišem roman s 120 stranmi, ne, in je bil začetek tak. In potem sem pisala in sem ugotovila, ojej, ne, jaz imam pa v pilu samo 2 strani, počasi bo treba končati. In potem se je stvar kar končala. Šlup. Če bi imela jasno strukturo, bi vedela, kam hočem pripeljati. Seveda, kaj je to pomenilo? Jaz sem potem, ker sem po poklicu vseeno urednica, sem za sabo še veliko urejala, za sabo sem preberem vsak tekst vsaj po moje 5-krat ali pa 6-krat, zato ker potem popravljam, kot rečeno, običajno potem spremenim prvi stavek, ampak ker se mi zdi, da začetek je res pomemben, z začetkom v bistvu pritegneš pozornost bralca. Začetek je tisti, saj veste, kako sami berete knjige. Odprete knjigo, preberete prvo poglavje, če vam je fajn, nadaljujete, če ne, rečete, ne vem, mogoče grem pa raje po kakšno drugo. In pri kratkih tekstih je popolnoma enako. Začetek mora štimati. In je boljše mu posvetiti malo več časa. Ampak se pravim, potem, ko urejam, potem poskušam pač uravnotežiti, ne, da je enako začetka, enako konca, da je tisti zaplet nekako, ne vem,
sorazmeren z vsem ostalim dogajanjem in to je v resnici ta matematični del pisanja. Kljub vsemu, no, čeprav zdaj tako zelo poudarjam ta red, ker se mi zdi fajn, ker tudi sicer pomaga zelo organizirati misli, se mi zdi, da tudi zelo skrajša ta čas pisanja. Kljub vsemu, no, bi pa rada rekla, da vsem pa ne postati sužnji reda. Zato, ker še vedno je pa glavna ustvarjalnost, še vedno so glavne ideje, še vedno je glavno, da ne vem, da res popišete tisto, kar je v sebi, tisto, kar se vam zdi, da izraža vas. Tudi tukaj moram reči, da seveda jezik je pomemben, slovnica je pomembna, ampak v vidiku tega, da vsi razumemo, kaj ste hoteli povedati. Nič se pa sekirati, če kakšna vejica manjka, če kakšna velika začetnica manjka, tukaj si lahko vse učiteljice slovenščine zatisnejo ušesa. Glavno je, da zgodba štima, in da je razumljiva. Se pravi, če ni nobene vejice, bo težko razumeti. Če je vse narobe napisano, če so same pravopisne napake, bo težko razumeti. Ampak tu pa tam kakšna se pa ne sekirati. Naša komisija bo gledala predvsem, se pravi, idejo, kreativnost, kako ste se lotili stvari, kako izvirno ste jo opisali, kako iskrena je tudi konec koncev. To je še ena stvar, no, mogoče, ki se jo lahko dotaknemo. Prej sem že rekla, da fajn je pisati o stvareh, ki jih poznamo, zato ker se vidi, a vemo, o čem govorimo ali ne. Tukaj seveda je tudi zelo fajn biti iskren, a ne. Če boste pisali o svoji zgodbi, o svoji izkušnji, je pač fajn ne vmes prikrajati teh zgodb, ne vmes se izmišljevati, ker na neki točki potem zmeraj pade stvar na kriteriju logičnosti, na kriteriju verodostojnosti. Se pravi, jaz mislim, da smo še vedno najbolj prepričljivi, ko pišemo o nečem, sploh če smo še recimo, da če začetniki v pisanju ali pa če ni to neka vaja v slogu, ko pišemo nekaj, o čemer smo res veliko razmišljali, kjer imamo izdelano mnenje in kjer stvar zelo globoko čutimo in znamo ta občutja dobro opisati. Tako da tukaj se pravim, ni pa seveda nujno, a ne, lahko pišete o svoji zgodbi, lahko pišete o zgodbi prijatelja, lahko pišete skratka o nečem, kar se vam zdi, da tukaj, jaz mislim, da bolj kreativni, kot boste, boljše bo, ampak še vedno pa, ja, naj zgodba stoji, no. To se mi zdi s tega tudi mojega malo uredniškega vidika daleč najpomembnejše. A te lahko samo Daj. za sekundo, da se navežem, lahko je zgodba tudi čisto domišljijska, a ne. Zdaj, če samo navežem se na to, kar je Urška povedala, če recimo pomislimo na Harry Potterja. Ja, popolna domišljija, ampak odnosi so pa iskreni, odnosi pa štimajo v smislu prijateljstva, a ne, so pa taki, kot med prijatelji veljajo. Se pravi, lahko si seveda tudi izmislite marsikaj, ne, samo toliko sem vskočila, oprosti, upam, da te nisem, ampak Ne, saj ja. to sem hotela povedati, da lahko je stvar tudi, ampak more pa nekaj resničnega, nekaj stvarnega mora biti v njej, a ne. Ja. Nekaj mora imeti veze z resničnim življenjem, ker če ne, si živ Bog ne bo predstavljal, kaj govorite, oziroma stvar ne bo verodostojna. Razen če boste ustvarjali tako domišljijski svet, kjer bo vse na glavo, ampak potem mora biti pa v tistem pogledu logičen, mora biti pa v redu tistega sveta mora vse funkcionirati, a ne. To je pa zdaj že kar Zahtevno. zahtevno, zelo zahtevno. Tako da saj pravim, lahko je tudi, kot kaj sem že prej rekla, vesoljska ladja prijateljstvo. Lahko, ampak potem mora biti razlog, zakaj se ta ladja imenuje prijateljstvo. Recimo, ne. Nekaj mora biti, da imaš vseeno zveze z resničnim svetom, ker če ne, bralcu nič ni jasno, tudi če ven, kaj pišete, je. Se mi zdi. Tako je tudi, če te dopolnim, kuža, ne, to je velikokrat
mislim, tudi žival, ne samo kuža, lahko je muca, no. Skratka, ampak je spet a ne Urška, Ja, ja, ja. vprašajte. Jaz imam za veliko prijateljico v svojem mačku, velikega No, prijatelja v svojem Saj mačku. to pravim, ni nujno, da je oseba človek, ne, Ja. lahko je tudi čist imaginarno, saj v nadaljevanju, ko bomo imeli druge webinarje, ko bomo spoznali bolj literaturo, svetovno in našo na to temo, recimo lahko je imaginarni prijatelj, ki ti pomaga, recimo ena luštne knjige, sem se spomnila, pomaga odžalovati, a ne, da si v svojem svetu ustvariš nekoga, ki, tudi to je možno, a ne. Ampak spet, kot Turška pravi, čustva in odzivi morajo biti pa verodostojni, ne. Oprosti, če sem te spet prekinila. Ne, ne, se to je fajn, ker mene včasih Ja. tudi malo odnese, ne. Saj pravim, to je tako, a veš, zdaj, če bi to pisali midve, kar se zdaj pogovarjava, ne, bi jaz to vse napisala, ampak potem bi šla pa še enkrat brat, pa bi te vmesne, gremo malo sem, pa gremo malo tja, porezala. Tako da res, tudi ta del, ki ga namenimo urejanju teksta, je zelo, zelo, zelo pomemben. Zdaj, pač jaz, ko napišem svoje odraščanje, ga najprej pošljem Jani, midve se poznava že res, res, res dolgo in jaz zelo cenim tvoje mnenje, Jana, tako da recimo, da je to tista moja prva varovalka. Ampak vsem pa želim, da nekdo za mano ta tekst prebere, zato ker včasih se meni zdi, da je kaj, kar napišem, ne vem, logično, ker je v moji glavi to tako logično, da ne more biti nelogično, ampak vsakemu drugemu, ki pa ni bil v moji glavi, pa včasih je to še kar sreča, je pa vseeno potem rečejo, kaj si pa tukaj le mislila. Ali pa meni se zdi, da kakšne stvari še nisem dovolj poudarila, pa jo napišem očitno 5-krat, meni se ni zdelo, ampak potem nekdo, ko gre za mano, reče, klele, tole pa zdaj že malo pretiravaš, tole si pa povedala že res velikokrat. Ali pa ne vem, recimo včasih se mi zdi, da je kakšna šala se mi posreči, pa mi potem ljudje povejo, da se mi ni, a ne, in da tole tudi približno ni bilo smešno. In to moram reči, da si jaz zelo vzamem k srcu, zato ker se pravim, če Jana misli, da tega nekdo ne bo razumel, potem najbrž tega še kdo ne bo razumel, ne samo ona. In tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da sicer ne dajemo svojega teksta brati kar vsakmu, ki ima 5 minut časa, ampak ljudem, ki jim zaupamo. Ljudem, ki vemo, da bodo znali nam dati neke konstruktivne predloge, skratka nekaj, kar nam bo pomagalo ta tekst izboljšati. Zdaj, ali je to, ne vem, prijateljica, ali je to učiteljica slovenščine, ali so to starši. Skratka, nekdo, ki se nam zdi, da pa ima malo feelinga za to in nam lahko majčkeno pove, a je tole v redu, a ga je zabavalo in bo hkrati tudi iskren. Ker moram reči, da tudi nič človeku ne koristi. A veste, kaj so te talent šovi, recimo, ne? In potem pride kdo na oder, ki res nima posluha. In reče, ja, ampak doma so mi pa vsi rekli, da ful lepo pojem. Ne? Sej, pravim, sej treba je, jaz zelo cenim pogum, zelo cenim to, da pač nekdo samozavestno da stvari ven, ampak mogoče tisti prvi filter je pa vseeno fajn dati čez. Zdaj, ni se treba z vsemi kritikami strinjati. Tudi moram reči, da jaz, se pravim, dolgo sem že urednica, delala sem z najrazličnejšimi avtorji, jaz včasih tudi napišem ob tekst, glej, tole se mi zdi, da mogoče ni najbolj fajn, ali bi popravili takole. Kakšni avtorci in avtorica napiše nazaj, ne, to je pa tako zelo močno v meni, tako zelo to čutim, da tole ostane točno tako. In jaz rečem, prav, v redu, razumem, pojasni mi, kako si to mislila in bova glih toliko malo spremenila, da bo meni to tudi jasno. Skratka, tukaj je treba imeti en tak dialog, vedeti je treba, kaj je nam fajn, ampak se pravi, da če pa, jaz mislim, da res zelo dobra prva stopnja je res ali kakšna učiteljica, ali starši, ali res kakšna prijateljica, ki ji zaupamo, sploh če pišemo v prijateljstvu. Mogoče je tudi fajn, da se že prej, preden začnemo pisati, malo pogovarjamo o svojih idejah. Jaz včasih tako kar vržem kakšno idejo v kakšnem pogovoru, ti, a veš, kaj sem pa razmišljala, če sta dva prijatelja, pa en dela tako, pa drug dela tako, kaj pa ti misliš, da pol naredita, ne? In pač tako zbiraš kakšne ideje. Skratka, jaz mislim, da ta dialog, pisanje je sicer zelo samotno početje. Pač človek se usede, je sam s svojimi mislimi in mora ali tipkati ali pa pisati. Ampak vse drugo, kar spremlja tekste,
pa ni nujno, da je tako samotno početje in se mi zdi, da tudi tukaj, sploh pri temi, kot je prijateljstvo, se mi zdi, da je zelo pomembna stvar tudi komunikacija. In tudi konec koncev, čisto tako, če pogledam, je to lahko tudi zelo fajn iztočnica za pogovor, ne. Recimo, da pač res je mogoče to tista spodbuda, da se človek začne pogovarjati o nekem odnosu, kako nekdo vidi prijateljstvo, kako nekdo drug vidi prijateljstvo, kako bi en to k temu pristopil, kako bi drug k temu pristopil. Ni treba, da se vse te predloge in vsa ta mnenja vzame kot svoja, ampak včasih je pa fino poslušati, zbirati, prefiltrirati in pol videti, kaj se da uporabiti. Ker še ena stvar, ki je, dobri teksti so taki, če pišemo tekste za druge, ne samo zase, kar je tudi čisto okej, vsi pišemo dnevnik ali pa smo ga pisali, ne. Tudi s tem nič narobe, ampak takoj, ko pa pišemo tekst z namenom, da ga bo prebral še nekdo drug, je pa fino, da ga pišemo tako, da nekoga nagovorimo in najlažje nagovorimo s tem, se pravi, tukaj pač to dosežemo tudi s temi pristnimi čustvi, da se nekdo v njem prepozna. Ali da prepozna nekoga, ki ga pozna, ali da prepozna, skratka, da prepozna, da dobesedno, da ga nagovorimo, da reče: "Aha, tale tekst me pa zanima, zato ker o nečem podobnem razmišljam tudi jaz, ali pa o nečem podobnem bi lahko razmišljal tudi jaz, ali pa to je pa zanimiv pogled, ki je drugačen od tega, kar razmišljam jaz." Ampak skratka, neka točka mora biti, ko pišemo za bralce, moramo imeti tudi bralce v mislih. Tako da, ampak kot rečeno, jaz mislim, da to je manjši problem, zato ker takoj, ko človek piše o neki dosti univerzalni temi in dosti univerzalnih občutij, se tukaj lahko najde marsikdo. Pa ni treba, da ima enako izkušnjo. Čustvo je pomembno in če mi znamo tisto čustvo dobro opisati, bo bralec vedel, o čem govorimo, tudi če tega ni konkretno doživel. Ne, tako da zdaj se mogoče že malo ponavljam, ampak se mi zdi, da to je pri taki temi res daleč najpomembnejše, da razmislimo sami pri sebi in se pravi, da se tega lotimo z različnih vidikov. To je tako tudi malo terapevtsko, ne. Jana je drugače psihologinja, tako da moram reči, da mi tudi zelo pomaga pri mojih tekstih, ampak v resnici vedno, ko pišeš, pisanje je tudi malo terapevtski proces. Moraš določene ideje v glavi premisliti, ovrednotiti, se vprašati, kaj tebi pomenijo, kaj pomenijo komu drugemu. Jaz velikokrat tudi rečem, okej, tale moja junakinja bo naredila takole, ampak kaj pa, če bi naredila drugače? A bi bilo možno, da bi naredila drugače? In s tem seveda tudi svoje odzive preverjam, Meni je ful fino, ke imam Urško pa imam Klaro Jasno. In recimo, da Urška je meni dosti podobna, ne, in reagira tako, kot bi jaz reagirala. Pol ima pa tam Klaro Jasno, ke moram pa reči, ona pa ne bo reagirala tako kot Urška. Moram se postaviti v njeno kožo in moram reči, da to zelo koristi, ker v resnici potem tudi boljše razumem vse resnične Klare Jasne v tem svetu, ne. Pač pomaga to vživljanje. Zdaj pa nisem več Urška, zdaj moram pa razmisliti, kako pa Klara Jasna vidi ta problem. Kaj pa ona čuti ob tem? Zakaj ji gre na živce, da Urška tako dramatizira? In jaz moram reči, da to je včasih tak res zelo zanimiv proces, ke tudi kakšne stvari, o katerih jaz razmišljam v svojem življenju, potem vidim, da okej, razumem, zakaj je tisti človek tako odreagiral, meni se pa takrat ni zdelo logično. Tako da saj pravim, to se mi zdi res tak zelo, zelo, zelo fajn izziv, no, da ja, ne vem. Mogoče kakšna zanimiva ideja je tudi, da pišeta dva prijatelja skupaj, recimo, ne. Pa vsak prispeva svoj del, pa vsak prispeva svoj vidik, pa se mi zdi tudi to ena fajn stvar. Da pač, ne vem, opišeta svoje prijateljstvo, da vsak s svojega stališča, iz svojega karakterja, ali pa še boljše, da se postavita v kožo drug drugega. Pa eden opiše, kako vidi njuno prijateljstvo drugi, ne. Tako da, saj pravim, tukaj je možnosti res veliko in to so v resnici tudi take čisto luštne igre. Kje zdaj najti navdih? Okej, eno smo rekli, resnično življenje,
Seveda, prijateljstvo je vse okrog nas, lahko poiščemo, obstaja ogromno knjig o tej temi, veliko filmov, serij, pesmi tudi konec koncev. Tako da jaz mislim, da pač če iščemo kakšne ideje, če ne rabimo mogoče kakšno spodbudo, motivacijo, se to lahko najde tudi v tej pop kulturi ali kulturi. Pri čemer bi pa rada opozorila, da je res zmeri zelo fajn, da pazimo, da se ne ujamemo v to, da bi naredili neko kopijo nečesa že obstoječega. Da pač ne probamo posnemati nekega sloga, da ne probamo posnemati neke zgodbe. Zdaj, logično je, da ko si ful v neki stvari, da pol sčasoma se niti ne zavedaš, kdaj že tiste stavke uporabljaš, kdaj že razmišljaš na tisti način, ampak vseeno je pa fino, da najdemo svoj glas. Svet ne išče nove, ne vem, da se koga spomnim, Astrid Lindgren, Enid Blyton, ne vem katere avtorice, ne, Špele Frlic, ampak išče nek nov avtentičen glas. In zato jaz mislim, da je fajn, da ugotoviš, da ugotovite, kaj vam paše, katere so vaše teme, kateri je vaš slog, kako se vi izražate. Aha, evo, tukaj je zdaj še ena taka pomembna tema, se mi zdi, no. Če boste v besedilih uporabljali dialoge, se mi zdi kar pomembno, da so te življenjski. Ne? Zdaj, če boste pisali, razen če boste postavili prijateljstvo v 19. stoletje, potem pač ta dva prijatelja lahko uporabljata zelo cankarjanske izraze, ne? Ampak če boste pa to dva sodobna prijatelja, naj se pogovarjata tako, kot se vi pogovarjate. Naj uporabljata vaše izraze, naj bo to žmohtno, živo, življenjsko, naj bo to, se pravim, tako, da si bomo lahko predstavljali to situacijo, da če bi nekdo prebral vaš tekst, da bi ga lahko videl na odru, da bi ga lahko videl na filmskem platnu, da je živo, da si lahko predstavljamo te junake. In tudi sicer jaz mislim, da pač lažje bomo pravilno uporabljali besede, ki jih poznamo, kot tiste, ki jih ne. Jaz moram reči, da mene osebno najbolj moti, ko ljudje mešajo, ne vem, izraze iz 19. stoletja in sodobne. Ker se mi zdi, da to ni ne teč ne maš. Zdaj, mogoče je komu to fajn, ampak meni se zdi, da je zelo fajn, da pač se držimo enega in da tudi, konec koncev pa tudi z jezikom izražamo karakter osebe, o kateri pišemo, ne. In tako, kot se ta človek izraža, to nekaj pove tudi o njegovem značaju. Tako da, se pravim, no, treba je paziti na res vse te nivoje, da stvar stoji, da stavba stoji, da je ta železna konstrukcija stabilna, da so cegli noter postavljeni tako, da pač imamo res celo steno, ne da so noter luknje, ne da je stena malo takole ali pa takole, ampak da je to, ne. Zdaj, kakšna bo pa ta stena, tukaj je pa tista kreativnost. Lahko je ta stena pisana, lahko je ta stena, ne vem, polepljena s posterji, govorim zelo karikirano, ne, zelo v prispodobi, ampak hiša mora stati. Kaj bomo pa z njo naredili, kakšne barve bo, kakšne dodatke bo imela, to je pa seveda stvar kreativnosti. In jaz mislim, da pač tudi tekst je ena taka stavba v resnici, ne. Tako da, Jana, zdaj me lahko tudi spet prekineš, ker Ja, saj, pravzaprav, mislim, da bova morale počasi zaključiti, a ne. Zdaj zelo veliko si povedala, o prijateljstvu, kako mora zgodba, stati, kako to. Jaz bi samo rada, naše bodoče, pisatelje, ki nam bodo na splet pisali, malo še opogumila, no, da ne bojo mislili, da je treba grozno, čudovito to napisati in tega pa ne znamo, ne. Torej, rada bi vam dala spodbudo in pogum, seveda znate, ne, samo iskreni bodite, tako kot vam je Urška zdaj lepo razložila vse te, kako ona to napiše, kaj misli, da more biti, kako more biti. Ker sem tudi sama urednica, a ne, sicer za Urško nimam nobenega dela, zdaj, ker je ona uredniško v koži sama po sebi, in ko mi odda odraščanje, to stoji, a ne, ampak stoji zato,
ker je šla parkrat za sabo prebrati in ker približno ve, tle se z njo strinjam, bom še enkrat povzela, kaj je to struktura, a ne, se pravi, da to, kar vas tudi v šoli v bistvu učijo, kako mora en spis izgledati, a ne. No, tako, zdaj, jaz bi rada opozorila vse, ki nas poslušate, da če imate v zvezi, z Urško še kakšno vprašanje ali pa v zvezi s festivalom, a ne, kot takim, ker je to naš prvi webinar, če ni vsega na spletu napisanega ali pa ste kje v dvomih, dajte vprašati, dajte napisati, bom poskušala odgovoriti, a ne, ali pa bo Urška poskušala odgovoriti, če se tiče njene teme, a ne, tako da vas kar pozivam, da v bistvu, napišete svoja vprašanja, ne, Ja. ali pa pripombe. Tako, zdaj Ja, pa. tudi jaz bi rada rekla, jaz upam, da vas nisem prestrašila. Jaz včasih stvar mogoče malo zakompliciran, se pravi, če bi šla zdaj še enkrat čez ta webinar, bi se vmes popravljala veselo, ampak jaz absolutno verjamem, da vi znate napisati super tekste. Se pravi, zato ker je prijateljstvo ena tema, ki se dotika čisto vseh. In jaz mislim, da kogarkoli bi vprašali, naj pove kaj o prijateljstvu, bi to znal. In vse, kar je treba, je potem se usesti pa to napisati. A ne? In tudi tukaj mogoče bi se navezala, jaz sem res govorila o strukturi, ampak mogoče so tudi tisti koraki že tudi malo, ko se človek že malo odmakne od vsega skupaj, a ne. Se mi zdi pa, da včasih je pa res tudi treba samo pustiti, dati iz sebe in potem znotraj tega iskati strukturo. Skratka, najti način, ki vam ustreza. Jaz sem prepričana, da to znate, prepričana sem, da to imate v sebi, samo vsak po svoje, tudi s toliko avtorji sem že delala, da vsak po svoje pristopa k stvari, en iz leve, en iz desne. Vi sam pogruntajte, ali je bolj, da imate najprej strukturo, pa se lotite pisanja, ali je bolj, da najprej vržete iz sebe in se potem lotite majčkeno urejanja. Ampak ne pa preveč komplicirati, tudi to se tekstom pozna, ker na neki točki rata pa stvar že preveč urejena, preveč poštirkana, preveč že tako. In jaz mislim, da je tudi festival super priložnost, da pač vidite tudi malo, kje ste, da pošljete, da mi preberemo, da dobite neko povratno informacijo, da dobite neko spodbudo, in tudi ena priložnost, da mogoče napišete kaj, kar ni šolska naloga, kar ni šolski spis, kar ni vezano na neko šolsko snov ali pa neko predpisano stvar, ampak res pomislite, kaj je v meni in želim dati ven. Kaj želim povedati, kaj želim sporočiti, s čim se ukvarjam, kdo sem jaz. In se pravi, mi bomo res zelo veseli, če boste to če nam boste pustili, da o tem preberemo, da dobimo tudi mi en tak vpogled v to. In tako, no, se pravi, jaz se zelo veselim vaših besedil. Ja, jaz tudi, jaz moram reči, da sem že majčkeno prečekirala našo spletno stran in predvsem zgodbe že kar zelo intenzivno prihajajo, verjetno od tistih, ki ste že itak navajeni pisati na našo spletno stran, Pilovo govorim, a ne, v pisalnico, ampak radi bi pa čim širše spodbudili tudi tiste mogoče, ki niste toliko vpeti v to, da vsak dan nekaj napišete, pa imate mogoče kakšno fajn idejo ali pa ste nekje skriti talent za pisanje, a ne, torej čim širšo udeležbo si želimo, ker bo tudi, mogoče da povem samo malo okvirno, več nagrajencev, a ne, kot ste lahko prebrali na spletni strani. Planiramo po 5 na vsako kategorijo, lahko da bomo pa tudi glede na kvaliteto, potem lani smo se odločili celo za več nagrad. Tako da mislim, da bo na koncu to zelo fajn izpadlo in tudi žirija seveda bo imela kar krepko težko delo, ker navsezadnje na koncu vidimo, da vse to, o čemer je Urška danes govorila, dejansko marsikdo že ve in zna tudi lepo ubesediti, a ne. Tako da zgodb je že kar veliko, malo manj je pesmi, malo manj je stripov, ampak o pesmih in o stripih bomo v naslednjih webinarjih govorili, pa na splošno o knjigah, o prijateljstvu, kjer morda lahko tudi dobite še kakšen navdih, če jo preberete, ali pa je sploh fajn, spodbuda, da jo lahko preberete. Skratka, tako da zdaj,
česa, karkoli ni jasno, ne, vas prosim še enkrat, da napišete. Sicer pa bomo na naših spletni strani, pa tudi na naših družbenih omrežjih, se pravi na Instagramu, Facebooku, TikToku, imeli posnetke, kratke videe naših žirantov, torej boste lahko spoznali, dajte to slediti, a ne, vse naše žirante, ki vam bojo natančno povedali, kaj bodo oni gledali, na kaj bodo pozorni in vas tudi spodbudili, tako kot vas je Urška, da dajte pisati, pa ne se ustrašiti, a ne. Zdaj, Ja. Katja je prišla, mogoče še kakšno vprašanje? Zdaj jaz to nič ne vidim. Aha, tukajle vidim eno. Ja. Kaj se moramo na vsakega posebej prijaviti? Ja, v bistvu se morate res na vsakega posebej prijaviti, se pravi, lahko sodelujete v vsakem natečaju, a ne, se pravi, en in isti človek, ne, oseba, mladostnik, lahko sodeluje tako na fotografskem, tako na pesniškem, tako na tistem pisateljskem, se pravi, zgodbi in stripu, a ne. Ker ponavadi je več tudi takih, bom rekla, nadarjenih, ne, ali pa so ljudje, ki so nadarjeni za več stvari. Tako da, evo, še nekaj imamo, še eno. Ne, nobenega drugega vprašanja zdaj zaenkrat ne vidim. A je še kaj takega, kar ste pričakovali od mene, pa vam nisem povedala? Evo, zdaj lahko napišete, ker jaz si res želim, no, jaz zelo verjamem, da pisanje pomaga razumeti sebe in svet, zato ker nas prisili k temu, da uredimo svoje misli. In jaz bi si res želela, da verjamete, da res zmorete pisati, da znate pisati, da vsak lahko piše in da tako, no, bi si res želela, da se lotite tega izziva, pa kot rečeno, no, tudi tema se mi zdi taka, da je vredno o njej razmišljati, ker prijatelji pa res, a ne, Jana, Ja, bogatijo naše življenje in ga zelo absolutno. pokvarijo, če stvar ne deluje. Absolutno. Pa tudi fino se je preizkusiti, a ne, v Ja. eni stvari ali pa sploh sodelovati, tako da, no, recimo za tiste, če vas zanima, za nagrade zaenkrat še ne vemo, obljubljamo pa, da bodo poleg knjižnih seveda, ker je to literarni natečaj, tudi če kakšne druge zanimive, predvsem pa že vemo, kakšna bo prireditev, ker bo kar taka luštkana, a ne, pižama bo za nagrajene, ne, se pravi za vse tiste, ki bojo dobili nagrade, pa tudi za kakšnega, ki si želi priti, pa mogoče je samo sodeloval, torej povabljeni, praktično bom rekla, tudi tisti, ki ne boste v strogi nagradi tistih 5, ne, ampak ste sodelovali recimo na festivalu, tako da bo nastopil Leopold Prvi, bomo imeli malo glasbe, pižama bo vodil, bo se malo hecal, vsi žiranti bojo prisotni in seveda slavnostna podelitev, tako. Okvirno, da malo povem, ker tega pa tudi na spletu ni napisanega. Druga navodila mislim, da so dovolj natančna in da naš Jure, ki je tudi žirant za fotografijo, odgovarja v pisalnici na naši spletni strani na vaše zagate oziroma vprašanja, tako da vidim, da v bistvu nekih silnih vprašanj tule danes ni. A ja, mogoče, Jana, edino še to obseg teksta, je pa lahko kakršenkoli, a ne? Ja, obseg, ja, to sva pa pozabile povedati, obseg je pa lahko kakršenkoli, ja. Ja. Tako da lahko je dolg, lahko je kratka zgodba, skratka, mi se bomo potrudili seveda vse prebrati, a ne, to bo za nas kar krepko delo, ampak hkrati pa tudi uživamo v tem, ker tisti, ki tudi sicer na pisalnico pišete zelo dobro in je kar Ja. užitek brati. Ja, se strinjam, se pravim, jaz se veselim tega, no, ker to tudi, se pravim, fajn je brati stvari, ki ti dajo misliti in taka besedila, vsako besedilo neke nove miselne svetove odpira, tako da. Aha, ali bodo te zgodbice kje Aha. objavljene?
Ja, v bistvu zaenkrat ne načrtujemo tega. Objavljene so itak na spletni strani, ne? Se pravi, tam jih lahko prebere vsak, ker sodelujemo na spletni, torej vsak, ki bo sodeloval, ima svoj nadimek. Potem, ko bomo pa mi z žirijo izbrali nagrajene, pa napišemo na spletno stran, tako smo tudi lani naredili, in nam potem napišejo nagrajenci svojo pravo ime, kontakte, vse, tako da jih lahko pač povabimo na prireditev, oziroma tudi tisti, ki želijo priti na prireditev, da sporočijo podatke zaradi tudi soglasja staršev, a ne. Zdaj, objavljene v knjižni obliki na žalost ne bojo, imeli smo idejo, da bi naredili tako knjižico iz lanskih nagrajenih zgodb, ampak seveda to grozno veliko stane in kljub temu, da imamo finančno podporo za festival Javne agencije za knjigo, ne ostane prav veliko, da bi lahko ta tisk in papir in vse, kar zraven sodi, stroškovno gledano pokrili, a ne. Tako da na žalost zaenkrat bodo objavljene samo, oziroma potem, ko bomo zbrali, bomo še enkrat vse objavili na spletni strani, a ne, naši, se pravi online bodo objavljene. Tiskanem mediju pa ne. Bo pa reportaža pri nas v Pilu, seveda podelitve in razglasitve nagrajencev, in tudi nagrajenci bodo pa seveda objavljeni tudi v Pilu, ne. To pa ja, to pa seveda. Tako da tudi na spletu bomo seveda vse objavili, tudi malo več fotografij, kako s prireditve recimo, pa še enkrat vseh 5 nagrajenih pesmi, nagrajene zgodbe, nagrajene stripe, to pa ja. Bi bilo pa res zelo luštno, če bi lahko naredili tako knjižico, pa jo recimo priložili Pilu, a ne, sploh tako, da bi vsi Pilovci dobili to knjižico v svoje roke, ampak na žalost to stroški tiska papirja, predvsem pa poštnine, so se strašno povišali, zato moramo mi tudi Pil na žalost dražiti, sicer ga ne bi, če ne bi ti stroški naraščali vsako leto. Tako, jaz upam, da sem odgovorila. Ja, ampak saj danes smo pa res, se spravim, saj na netu smo pa itak vsi, a Ja, ne? ja, no, na spletni strani, ki je pač tudi zelo obiskana, bo pa itak to objavljeno, no, tako da. Ja. Še enkrat pa začeli bomo mislim, da v tem tednu še objavljati videe tako na Instagramu kot na Facebooku in seveda na TikToku naših žirantov. Pa si jih tisti, ki nameravate pisati ali fotografirati, poglejte, pa boste mogoče dobili še kakšen navdih tudi tam. Toliko. Zdaj, če ni nobenega drugega vprašanja, Urška, bi midve počasi verjetno se poslovila, oziroma bom še tebe za zaključno misel prosila. Ojej, to pa zveni kot nekaj, kar mora biti ful tehtno in Ne, ni pomembno. treba, ni treba. Ne, saj pravim, zdaj, če še kakšno vprašanje, aha, do kdaj je treba oddati Aha. zgodbo? To pa piše v navodilih, torej zadnji rok je 10. november. Ne, ker namreč žirija, mi in žirija, uredniki in žirija potrebuje kar nekaj časa, da v bistvu potem vse to preberemo, ker vsaj iz lanskih izkušenj festivala je tako, da je prišlo ogromno zlasti zgodb, a ne, malo manj stripov, tudi veliko, veliko pesmi. In sploh ogromno fotografij, to pa še največ. In seveda, to je treba vse prebrati, vse pregledati in izbrati, zaradi tega imamo datum 10.11., da nekje do konca novembra določimo potem nagrajence in jih povabimo na prireditev, ki bo 12., to pa že vemo, decembra v naši veliki Pavčkovi dvorani. A veš? Okej, ja, zdaj, Okej, če kje če imam zdaj? jaz, aha, še? Ne, Ne vem, zdaj tle klikam. čakaj, ja, še. Ne, Aha. v redu je. Mislim, da ne. Ja, Sicer je pa tako, no, če imate kakršnokoli še vprašanje v zvezi s festivalom, nam pišete na spletno stran, če se zdaj ne spomnite, pa bo tam Jure odgovoril, a ne. Jure namreč Kreft ureja pa ta spletni del na festivalu in je tudi v žiriji za fotografijo, sicer pa na spletu potem piše odgovore glede festivala in sploh tehtnih vprašanj in to sledi.
Mogoče napovem še druge webinarje, ki bodo potekali praviloma v oktobru in še zadnji v začetku novembra, kjer bosta Pižama in Matej Dečeko navduševala za stripse, tiste, ki ga še ne bojo narisali, oziroma povedala malo več o stripu, o prijateljstvu. Potem bo še Roza, pesnik Andrej Rozman Roza, ki ga najbrž poznate, povzel malo, kaj on svetuje in misli in sploh, kje je za pogledati kakšne luštne pesmi o prijateljstvu. Pa zelo, bom rekla, znana knjižničarka in bibliotekarka Tilka Jamnik bo povzela literaturo, ki je na voljo o prijateljstvu v slovenskem jeziku. Toliko o napovedi Ja. naprej. Jaz bi pa sam še to rekla, če se kakšno vprašanje bo mogoče porodilo tudi po temle webinarju, lahko kakšno vprašanje zame, lahko napišete na pil@mladinska-knjiga.si, dajte v subject zadevo za Urško in bom odgovorila, tako ker se pravim, jaz si res želim, želja, ki sem jo imela, ko sem zvedla, da bom imela tale webinar, je bila ta, da vas navdušam, da se lotite stvari, da vam dam pogum in hkrati neke čist obrtniške napotke, zato da vam bo to pisanje lažje. Tako da, če lahko še kjerkoli pomagam, povejte. Še tole z datumi webinarjev, jih bomo pa res, nismo še zaenkrat, ampak bomo objavili na spletni strani. Tako da boste tam videli točno, kdaj, seveda pa tudi sproti, tako kot smo objavili tega za Urško, po vseh drugih kanalih. Bodo pa posnetki tudi na voljo, a ne, Jana? Ja, seveda. Ja, tako da tudi posnetek se bo dal potem pogledati. Ja, kdo recimo danes ni imel časa, bo lahko si ogledal posnetek. Tudi na naši spletni strani. Ja. Toliko. Hvala lepa Ja. za udeležbo, če je še kaj, sva zdaj že mislim, da vse izčrpale. Tako da se vidimo, vsaj z mano, z Urško ne več, z mano pa na naslednjem webinarju. Ja, z mano pa na zaključni prireditvi. Jana, jaz pridem. Tu pa Nisi me še seveda. uradno povabila, ampak jaz pridem. Ti si uradno povabljena. No, zdaj ste vsi slišali. Tako da, evo, se vidimo potem decembra, je prav? Prav. No. Ja, nič. Zdaj pa pisati, ali kaj? Jaz moje odraščanje, vi pa v prijateljstvu. Tako je, ja. Ja, Jani se je kar zaletel, ko je pomislila na to, da bom jaz enkrat tekst oddala v obroku. Res je. Ja, no, lepo se imejte, pa potem naslednjič, a ne?